Kako je palček Smuk rešil potopljeni mesec. Dobro skrit v tako gosti megli, da bi jo lahko rezali, leži mali ribnik. Na prvi pogled je popolnoma vsakdanji. Če pa bi ga pogledali še enkrat, bi videli, da je pravlični. Glej, nad globokim ribnikom se bliskam. Zadevo moram temeljito in resno in pošteno raziskati. Poslušajte, velepotice rusalke, poslušajte moj nasvet in ne pretiravajte s tem norim poskakovanjem. Dobro, hotel sem le reči, da ne bo iz tega veseljačenja na koncu tarnanje. Norice, poslušajte vendar moj nasvet. No, kaj sem rekel, točno to se je zgodilo. Jaz pa naj spet vse spravim v red, ne? Kaj takega. Ta revček je videti ves pomečkan, luknast in oguljen, parjaveti začenja. Nemudoma moram ukrepati. Zato razbitino bo najboljši rak, saj v snor na popravljanje. Hello. Kličem R1. Kakšne so vaše želje, šef? Končano je. Oblika je kar dobra. Samo še poslikati bi ga bilo treba. Jasno. Takoj, samo trenutek. Kličem Petri. Vaša milost, kaj želite? Ne, bi kar šlo. Pobarvano je dobro, pravega leska sicer nima, najtežje pa ga bo spraviti nazaj na gladino. Ja, kako. Ja, tako bi bilo v redu. Kličem Ž2.
spet se bomo vozile, kako bomo uživale, kako se bomo gugale. Čudovito, čudovito. Drage gospodične razvajenke, mesec je treba še zloščiti. Zdaj ste vi na vrsti za delo. Naše roke niso ustvarjene za delo. Ne, tega zagotovo ne bomo delale. Kaj pa si misliš, kaj pa si predstavljaš ti mali palček? Ne, da vam potem ne bo žal. Poglejte, punce, spet se sveti se kot srebro. Hitro sedimo nam, lepa vožnja nas čaka, lepa vožnja. Ne, nikakor ne. Zapomnite si, od danes naprej vas mesec ne bo nikoli več vozil. Plešite kar kje v travi ali kjerkoli se vam zahoče. Mesec pa bo na gladini globokega ribnika vedno sam. Ti, mesec, če bo kaj narobe sceviš, na pomoč vedno priskoči palček smuk.